da se človek utopi na nekaj vsakdanjem življenju. Ampak pa se pa ljudje spet spomnijo, ker toliko herojev športov pa spet nimajo. Da bi na slovenskem lahko, če imamo odlične rezultate, ko šlo gledno olimpijske medalje in tako naprej. Ampak tisto, kar čemer pa tisto, je pa karakter. Ženska karakter. Karakter, ki je sem na spomni. Smo ti dvojanja pristop in rečeš ljudi za sabo. To je tako, da ne misliš. Malo se hezam. Zdaj sem tako, reči, sem predvsej razigrana, tako sem srečna, res sem srečna in se smejim. V teh časih pa to ni običajno in vidim mene, kaj pa je s tabo? Super mi je. Življenje je tako lepo in pomladi, vse je začelo cveteti. Jaz imam v bistvu tako lepo zgodbo za sabo in zelo se čutim, da sem se izpolnila v športnem smislu. In je res pravi moment, če pa bi verjetno še kakšno leto, pa gospod. To je tudi. Ja. Ampak, super, ja. Tako da, in mogoče zaradi tega sem tudi hotela malo pokazati, ne, da se začneš ponavljati, čas da greš. Ker v bistvu nimaš več nič zapovedati, čas da greš. Ja, smo kar zelo veseli. Težko si posloviti za zmago, veš, kar... Ja. Vse je zanimivo. Pa še. Ja, jaz moram reči, 3/4 ljudi. Res se ne hecam, a ne samo v športnem svetu, da tako povem. Skaš pa ti zdaj nehala, zdaj bi deleč ne več lahko zaslužil. 3/4 ljudi in vse povezvan s povezanjem. Je v bistvu res, nihče ne zastop, zakaj na vrhuncu ne huješ. In mogoče to tudi je bil problem, zakaj so toliko športnikov še malo potegnili, ker so jih prekličali, da v bistvu niso pol uspeli nekaj na vrhuncu. Šampionska večina. Ja, jaz sem si to želela. No. Je pa res tako, kot gospod Ložen Danila. Res, takrat nekaj sploh te zadnje zmage, ki so tako suverene, tako z lahkoto to pa jaz lahko pa še malo. Ampak, če si pa dosti realen, pa veš, da to cel let traja, pa nikoli ne veš. Ne. To je tako kot, ko se učiš kuhati, ne. Nekako kuhaš eno novo jed, pa tudi ne veš, ali bo ratela ali ne bo. Ponavadi je tako, ja, vsako leto znam. Glede tega, po mojem, se je najbolj šel zrvati pa Schwarzenegger. On je eno kariero do konca pripravil, začel drugo, neigralsko, in potem šel tretji spet popolnoma. Ja. In to je čisto različne kariere, vse razmerno različne. Zdaj tako, če hočeš ti vse narediti samo v športu in reči, ne, ok, poli najbolj do športom, tudi greš dol. Če pa imaš življenje še za kaj drugega, pa je pa to super, ker imaš zelo dobro izhodišče. Ker vsi tisti, ki vejo, ne, da ti znaš stvari zagrabati in izperati do konca in potem tudi rečejo, zdaj pa delate naprej, ne, čist drugačen pristop, ker pa se eno zgodbo letiš, ko pa greš skupaj z njo, ko pa živiš od spomina. To je najslabše. Ker vidim tle ene ljudje, ki so enkrat nekaj dvi, ne, kakšen bivši minister, ali pa kakšen bivši dekan, ali pa ravnatelj, ali pa enkrat je bil predsednik evropskih pravnikov pri 15 letih. Prvi srečen, da sem opet govoril. Gre zdaj, za eno leto je bil predsednik evropskih pravnikov še nekaj. Razljivo, ker ni nas še lepo pa postane. Pa športnikih je pa tako. Kdor je bil res top in top, vrhunski, tega ne. Tisti Boana Bine, pa ker so niso bili top, ne, tistih se pa navoziš, ali pa večni rekreativci, ko se mi tako pogovarjava, jaz po 5 minutah dobim občutek, da jaz res nisem čisto nič naredila, ne, pa on, kako da še mi nismo slišali za njega, če on naredil vse, jaz pa v bistvu proti, bože, jaz nič ne povem, ker jaz se nimam z ničemer za pohvaliti. In taki so, ja. To je pač vrhunski športnik, jaz ne vem na drugih področjih življenja, kako je s tem ljudmi, ampak tisti, ko so bili, ne, so skromni, niti, tako kot ste rekel, nekako greš v drugo kariero, v drug poklic, ti si živel, ne rabi se potrjevati, ker si to potrjevanje že dobil, no, dočim drugi, smo bi pa eno stopničko nižji, tisti pa
kar malo merilo, če si res veliko dosegel, v tem praktično nihče ne govori. Tako da skoraj nihče ne ve, tudi gospod Lošel jih ne obešeno vsak dan eno stavljice, jaz imam pa to, jaz imam pa to, ampak kdor pač ve, ve, kdo je. In podoben je z vsem. Ali pohode spet organizirati, recimo že vidim teli maraton in ljubljanski maraton, smo vsak let več privržencev in samo gibati se. Jaz po lastnih izkušnjah, sem bila zelo utrujena ali pa zelo slaba, ne vem, volja ali kako se zgodi, pol ure do 45 minut sem rabila, pač treninge trajite v bistvu nadle, ampak da se meni volja obrnila. Tok je ti standard, da rabaš, da se ti v bistvu volja obrni, da vidiš sonce, da vidiš, da je svet lep. Ministra bi bilo za vas to zanimivo, da bi naprimer šampiona kot sta Petra pa Primož 10 osnovni šoli vsak obiskala in nekako s tem sporočilom tako učiteljem kot otrokom, da se pač nekako jaz to vidim bolj kot motivacijski del. Potem bomo šli športa takrat, ker se uprišče. Bomo samo sedeli pa... Ne učilnici, pa se pogovarjaš. Ja, da je to šport, da začnemo, da neki... To so vodiš. Ker smučarska zveza bi mogla začeti, ker jaz mislim kot panožna zveza, mislim, da je panožni svet, da je pač obvezno, da v bistvu mi promoviramo, kaj je šport, kaj je zdravo. In mislim, da je nujno potrebno. Evo, če si zato lahko skupaj nekaj takega naredimo in rečemo pač po zimi 10 šol, Primož 10, Petra 10 in pridemo z neko ekipo iz ministrstva, seveda s Petro in se naredi pač en del, ki pač poteka, ki je motivacijski, drugi del pa potem praktičen, ne? Mi bomo kar vse izbrali na praktiki. S potoma lahko se še pogovarjajo, pa še vse. Nekaj je treba jih spraviti ven. To se, mislim, da se da lepo zvezati, recimo, tem doključkim šolskim maratonom. Ja. Tako zgodbo zvežemo, da se obišče takrat šole, ki so prijavljene, ali pa da se poskuša še kakšno šolo več motivirati. Motivirati, ja, zato, ker tam, šole, ki se prijavljajo, so tam, ker več ali manj ene in iste, tam, ker se nekaj dogaja, ker imajo dobrega mentorja, to v njih prijavlja cel avtobus, ne. Nekatere šole pa so pač ni interesa med mentorji, potem tiste bi bilo treba se motivirati. In če bi se tisti ogreli, potem bi bilo, tam bi bil nek napredek. Mi bi pa kot zveza lahko recimo tudi z opremo pomagali, tiste daljne, ne, se neke opreme imamo take, prav za te namene, da tam Petro pa opremo pridemo in potem otroci lahko probajo in vidijo, kakšen je to občutek stati na tistih teleskih smučnih. Predvsem jaz resno, že samo vse, pa tudi recimo ni nujno samo osnovne šole. Jaz sem pripričana, da tudi kakšen dom za ostarele. Vse te ljudje se še zmer lahko gibajo. To ni mislica. Ja, to ni vrlo. Smo že Slovenci. Ne, mogoče res ta vizija. Gremo vsi, ker bojo detki in babice šli, bojo šli tudi vnučki. Ali pa pač enostavno starši. Starši isto, ko gre družina na izlet, pa da gre na mes v shopping center v BTC na izlet, gre v bistvu, ne vem, v naravo. To tako je v bistvu dobra popotnica za otroka, da bo tudi da pomotoma kdaj stopil v gost. Zdaj so že prvi, ko so se zelo lepo znašli, na trgu storitev športno. Drugajo za programe dejavnosti, recimo za najmlajše, in da jih starši ne pripeljajo in potem ne prefetkajo zraven. Ponujajo v drugi polovici telovadnica, v sosednjem prostoru pa dejavnost za starše. To je bilo vse. V urbanem okolju pripelješ otroka in da bolj ni edina alternativa. Shopping, fetkanje je kar nekaj ponudbe že za start. Ampak jaz mislim, da če povečamo tiste ure športu, vzgoju, osnovnih šolah, bomo še kar precej naredili. Jo, pripravljati smo, res ste vzeli službo. Ne, jaz mislim, da je to prvi korak, res tak, zelo tak, pravi pravila. Mene je bila vsa leta fantastična ekipa, ker tudi velikrat mi je to pomemben nar, kot je bil v bistvu ta sinergija med ekipo znotraj, med sodelavci in tako reči, smo starši zdaj zelo dobri prijatelji za skupaj. Dejanski se veselje pa je učil. Ja. Bo kakšne druge tekmovalke so tam zapravljali? Tekmovalca. V bistvu zmagovalca so tam.
To v bistvu so taki talenti bili znotraj ekipe. Pa predvsem, mi smo vzbujali pozornost, vsi tukaj je predvsem Ivan, ker je nekako tak mediator in je nas držal zelo skupaj. Mi smo bili najbolj smejalna ekipa v celem svetovnem pokalu. Mi smo se začeli smejati že ob 7 zjutraj, fantje sploh, pa do 5 večer in so se ljudje reči, ok, gavanje te zdaj je vprašek tam, to ni nošanje. Res so, ne, res so se, ampak to, pač to je bilo tako, ker ni bil samo motiv denar, dobri smo bili, ker v bistvu je bilo tudi tako, ker smo bili slabi, smo vsi skupaj jokali. Res, sem jaz začela jokati, ker so bili smuče malo zamazane, pa so oni jokali z mano, ker so vedeli, koliko smo zafrknili. Ampak noben pa nikaj očital nekomu, ker smo vedeli, da trudimo se maksimalno in zato smo bili v bistvu tako kot poznani, kot izjemno prijetni in prijetnega sodelavca ni težko, bom rekla, prodati ali pa recimo sprejeti medicine. Tako da so zelo v bistvu, je pa tako, vedno želja po napredku. In tudi te fantje so vrhunski strokovnjaki in seveda grejo samo po lestvicah naprej gor. Pa ti je težko zdaj, da primer ostaneš, pa ne greš trenirati. Odlično. Sploh ni treba ostati. Ja, to ne bo nobeno govorili. Ampak zaenkrat... Ne, zdajle ne. Sam je pa res tako, ne. Jaz se pravi, da danes je en teden od zadnje tekme. Tako da za mano je v bistvu še zelo tako, plus da imam v bistvu dan, polhan, se pravi od 8 zjutraj pa do cirka 5-7 zvečer je kar zelo polhan program. In čakam na tisti moment, ko bo pa 100% prišel, ko se bo telo spočilo, ker se mi bo zapotelo. Meni tekme smo očeh delač tega, da bi se mi zagabil ali pa da bi se ga prenesišla. Ne, obožujem ga. Zdaj, sam pa mečkam druga rekreacija, kot je bila pa do zdaj, ne bom vsa slinjasta, pa tako bomo se gledali malo popravljati, da je dobro zgledam. Ampak na ta način bo zdaj ta šport. Drugačko Darjan Petrič, če sem ga vprašal, on men da, mislim, zataril, jer se bo rekel, ne drži čisto, da ni več v vodo skočil potem, ko je nekaj. In mislim, v vodo, tako da bi plavo. Celo mulca svojega je učil plavati iz vode, tako da je razumno super, ja. In mi je bilo nekaj to polno. Oni pa imajo zopr, ker štejo tiste ploščice, ne, in imajo zopr, ne, ker je pa blazen in vode imaš kot je v morju, v jezerih, v rekah, kot je Martin Strel, ne, in podobno so, da ti slaneš vedno alternativo, ne. Tako da tekme smo čeljeva vedno v naravi in ne moram reči, da štejem lih ene in iste smarekce, kako bi jih moram ja, tisti jaz smarek tam dosti. 50 metrov sem kakaj, pa tam kakaj, pa sem kakaj, pa sem pa vsak jutr, pa vsak. Ja, pa zaprt prostor. Pa da se vidiš, pa sem podmeriš. Ja. In če pa srečem, daš 50 metrski metrov. Če pa 25. Ja, tako da, ne, mislim, da zaenkrat ni že tisti čas, ampak bo pa zelo hit prišel. Pa tako, kot sem rekel, sploh mene rekreacija ali pa gibanje, to mene zmer potegne, pa zmer me bo. Nimam pa, da bi delali mogla kar plan, da bi poklicala kakšne trenere, da te bi plan. To sem imela pa plan za rekreacijo. Ja, to sem imela pa to dosti, ne. Sem imela v bistvu prigode, pa šel v Slovenijo in prav, kaj pa dopust, pa sem jaz rekla, ja, pa jaz pa bi tudi kakšen dopust daj, ne, kakšne teden. Prav, ni problema, pa jaz pa res, jaz pa tudi lahko za en teden kam grem. Ni problema, dopust, prav, lej, tle imaš pa plan. Sem rekla, lej, viš, kako je to, dopust, to ne bo treninga. Sem rekla, pa mi daj samo 3 dni fraj, pa 3 dni na trenirala, sam ne bom, res ne bom trenirala. Ali pa sploh ne grem na dopust. Prav, ni problema, ne rabiš dopusta, sem zmena, 5 let. Res, ker sem pa rekla, da tist neki vmes rekreacija, pa ne. Ko je na polno, ko pa ni, je pa super tudi, da je samo opazovati okolico, pa videti, kako drug švica. Tako da res.